bo prišel čas, ko bo na nek način tudi sramota biti bolan, kar pomeni, da nisi znal poskrbeti zase, bodisi umsko, bodisi telesno, na ustrezne načine, da je pač prišlo do bolezni. Vsak je odgovoren zase v prvi vrsti in ko se enkrat nekdo tega zaveda, da ni čudeža drugje, potem verjetno tudi spremeni način življenja. Življenje je prekratko za trpljenje. In to je res, in danes imamo na razpolago vse, da naredimo življenje lepo. Dobrodošli v podcastu, kjer modeliramo strategije odličnosti. Z nami je Tomaž Gantar, zdravnik, specialist, urolog, nekdanji minister za zdravje, tudi nekdanji župan, oče, dedek, mož in oseba, ki je učitelj in tudi učenec življenja. Tomaž, dobrodošel. Hvala lepa za tole vabilo in me veseli, da se vidiva tudi tukaj. Tomaž, kako si začel to tvojo pot? Daj nam zaupaj, kaj te je navdahalo, da boš postal zdravnik? V bistvu težko rečem, ampak jaz sem že ob koncu osnovne šole vedel, da bom študiral medicino. S tem, da nimam nobenega zdravnika v družini in nekako me je to področje pritegnilo. Želel sem si vedno kirurgije, bil sem bolj tehnični tip človeka in nekako je potem šlo v tej zastavljeni smeri naprej, se pravi, je bil cilj dovolj dober, dovolj dobro izbran in potem so se pač odvijale stvari naprej v želeni smeri. Takrat, ko si dobil prvič to idejo, ta navdih, si to izrazil domačim, si rekel, jaz bom zdravnik in so te podprli. Kako je bilo, ko si prvič to povedal? Ja, jaz mislim, da verjetno bi bilo malo staršev, ki bi nasprotovali temu, če želi, njihov otrok postati zdravnik. Mislim, da je to lep poklic in še vedno sem, ne glede na to, da sem opravljal številne druge stvari, po duši vedno zdravnik bil in res v zelo kratkem obdobju tudi nisem zdravniškega dela opravljal, drugače pa vedno tudi ob mojih funkcijah. Kako so ti prehodi od zdravnika do ministra, pol nazaj v stroko? Kako doživljaš te prehode? V bistvu je težko. Jaz mislim, če pogledam zdaj nazaj, gre za zelo različne smeri, zelo različne poti. Zdaj skupni imenovalec jim je, da moraš ogromno delati z ljudmi. To sem jaz pač vedno rad počel. In da poskušaš tudi narediti na enem ali na drugem področju nekaj dobrega, pustiti nek pečat, predvsem pa tudi biti sam zadovoljen s tem upravljenim delom, kar pa dostikrat ni lahko. Kdaj si zadovoljen? Zadovoljen, ko v bistvu uspeš predvsem prvo premakniti druge, glede na to, da smo le nagnjeni k ugodju in da vsaka sprememba je neka motnja. Zdaj, ljudje se sicer lahko zavedajo nekih pomanjkljivosti, ampak ko je treba narediti korak naprej, rajše sprejmejo pomanjkljivosti, pa vztrajajo na tem in prepričati in izpeljati to, kar si zastaviš, da zadovoljstvo seveda tebi samemu in na koncu pol vidiš, da tudi ljudje pač priznavajo, da je boljše, da so bolj veseli, zadovoljni, tako da to je zadovoljstvo. V čem bi rekel, da si ti odličen? A pa res dober? Jaz mislim, da sem znal večinoma dokaj dobro poslušati ljudi. In tudi, ko smo nekaj delali, sem znal na nek način imeti vedno v mislih, kako bo to na njih vplivalo, kaj se bo spremenilo za njih. In nekako sem iskal kompromise, da bi zadeve čim boljše izpeljali. Seveda, vedno ti ne uspe, vedno ni odvisno vse od tebe, ampak generalno potem v bistvu se da kar precej narediti. In to je neko veselje, brez dvoma. Te izpolnjuje. Daj povej, če bi nekomu
to tvojo spretnost predal naprej, kakšna navodila bi mu dal? Kaj bi mu rekel? Jaz mislim, da je potrebna neka mera empatije, če je nekdo nima, ali pa čustvene inteligence, če je nekdo nima. Jaz mislim, da se da veliko seveda tudi naučiti. Danes sigurno je to znanje široko odprto. Ne. Odgovornost, ki jo moraš imeti, doslednost, ki jo moraš imeti in predvsem biti vztrajen. Ne. Se pravi, ko vidiš ta cilj, dostikrat seveda te zanaša v eno ali v drugo stran in včasih je težko, da na tej poti ne bi obupal. Ne. In jaz morda včasih tudi sem. Ne. In za te trenutke, če pogledam nazaj, mi je skoraj malo žal. Ne. In tu se da in z znanji, če govorim zdaj, da se rad tudi učim, se da tu kakšen korak naprej lep narediti in izogniti kakšni taki čeri, na katero sem se jaz kar zaletel. Ne, tako da. Torej, kaj bi nekomu svetoval, ki včasih obupa? Kot prvo, se pravi, smiselno je seveda zadevo, predno se jo lotiš, predno cilj v svoji glavi fiksiraš, nastaviš, je treba pač preigrati veliko možnosti. Ne. Prvič tudi možnost uspeha, ne glede na to, da veš, da ne bo šlo enostavno, tudi se pripraviti na te morebitne zavore, ki se pojavljajo, tudi na kakšen manjši neuspeh na tej poti in jaz verjamem, da če si na to pripravljen, da te to tudi bistveno ne odvrača potem od tega zastavljenega cilja in to je dosegljivo. Jaz mislim, da je in tudi jaz, če danes spet gledam za tem, kar danes vem, kar sem se dodatno naučil, bi mi bilo verjetno v življenju tudi dostikrat lažje na tej poti. Dajva pogledati odličnost v tvoji stroki. Torej, kot specialist urolog, kaj pravzaprav dela nekdo, ki se specializira na tem področju? Torej, predvsem področje urologije so sečila, se pravi ledvice, mehur, pri moških prostata, sečnica, testisi. In pacientov imamo zato več moških kot žensk, medtem ko je seveda veliko tudi slednjih, zaradi, ne vem, ledvičnih kamnov in podobnega. Žal rak tudi ne prizanaša nikomur. In urologija je pač operativna stroka, ki rešuje z tega vidika to, kar se da, je zelo zanimiva, vključuje diagnostiko, ambulanto, delo z bolniki, operativo, urgenco. Tako da sem vesel, da sem izbral to pot, glede na to, da sem imel na izbiro nekaj alternativ. Zdaj, jaz kot otrok sem imel en izziv na nudistični plaži z meduzami, zato nisem potem več navdušenec teh plaž, no, in me zanima, opaziš, da je kdaj pacientov tudi neprijetno, ker to so vseeno intimni deli telesa? Ja. Pacientom je dostikrat, predvsem, kadar naredijo kakšno neumnost, tudi to se dogaja. In mislim, da tu je pač z naše strani sigurno, da ostajamo profesionalni ob zavedanju, da pač nihče med nami ni popoln in da se tudi neumnosti dogajajo tako nam kot pacientom in zato jaz mislim, običajno to ne predstavlja nobene težave. Ne. Dajva pogledati konkretno, ko imaš neko operacijo, je kakšna posebna priprava, mentalna, fizična, kako se pripravi, da si odličen na tem področju? Torej, vsaka operacija v bistvu je izziv, ne, na katerega se pripraviš, razen seveda zelo rutinskih operacij, stalno ne obnavljaš. Medtem ko jaz sem z užitkom prijel knjigo v roke, ponovno preštudiral zadevo in si pripravil načrt, ne, razmislil, kako bo potekalo, na kakšen način bo to šlo in v bistvu te pol veseli in komaj čakaš, da greš nekaj narediti. Ne. Je pa medicina seveda žal področje, da včasih res lahko narediš vse,
preigraš scenarije, pa še vedno ne gre vedno po planu, kot bi si ga ti želel, ali pa tudi seveda lahko bolnik. In tu pa so včasih tudi kakšna razočaranja, ampak gremo naprej, delamo z veseljem in na koncu pa šteje vedno rezultat. Pomisliš na tiste, kjer je bilo odlično, kjer so zadovoljni, kjer si jim spremenil življenje tudi s tem, da si jim pomagal pri zdravljenju. Takrat, ko operiraš, si v kakšnem posebnem čustvenem stanju, si bolj skoncentriran, koliko energije ti to vzame? Definitivno si bolj skoncentriran tudi v trenutkih operacije ali pa v delih operacije, ki so bolj zahtevni, ne. Se pravi, za nas, zdaj, če dam en tak malo bolj banalen primer, šivanje kože je tak običajen postopek, da verjetno ne rabiš nekaj zelo posebnega in posebne priprave, da to v redu lahko narediš. Medtem ko v zahtevnih trenutkih, kjer delaš na področjih, kjer lahko narediš tudi veliko škode ali pa kjer moraš veliko znanja vložiti, pa enostavno si v neke vrste, lahko rečem tudi transu, zdaj res ne vidiš, ne slišiš okolice, delaš svoje delo in te prevzame. Tako da. Recimo jaz, ko imam neko zahtevnejšo delavnico, ko sem recimo predaval na Kitajskem pred več tisoč ljudmi ali pa tako, imam kar dolgo pripravo, torej tudi več dni, mentalno, fizično, pazim na hrano, pazim na pijačo, na spanje, torej res se dolgo časa pripravljam. Je tukaj podoben postopek, da si tudi ti rečeš, zdaj imam v torek nek zahtevnejši poseg, v ponedeljek moram iti zgodaj spat, moram prej vstati. Mislim, je kakšen poseben način, da si takrat res maksimalno prisoten? Torej, zdaj, če gledam za nazaj, ne, v mojem obdobju, ko sem jaz začenjal te tehnike, vse niso imele še toliko veljave ali pa so bile manj poznane, kot so danes, ne. Seveda si poskrbel, da se dobro počutiš, da se naspiš pred tem. Dostikrat pa tudi brez tega seveda si mogel shajati, zato ker, ne vem, tudi dežurstva, kjer si nekaj dni v bolnišnici bil, lahko si utrujen. Nekako smo pa vedno znali zbrati energijo in koncentracijo v tistem trenutku, da si res dal, lahko rečem, vse od sebe, da si nekaj dobro naredil, ne. Danes z vsemi namerami, pripravami je to, dajmo reči, bolj prijetno, ne. Poleg seveda tistega dela študija, kjer je pač nujno predvideti nekaj, ne. Koliko je tukaj pomembna ekipa? Zelo. Torej, to ni individualno delo, res, da je operater seveda prvi, ki odloča kaj in na kakšen način, ampak pri tem delu sodeluje v ekipi recimo ene operacije najmanj 6-7 ljudi, ne. In delo mora potekati usklajeno, običajno, glede na to, da smo sodelavci konstantni, se razumeš že skoraj s pogledom, ko delaš dolgo v enem kolektivu. Tako da to je ključno, ne. In tudi to ti daje neko varnost, da veš, da bo vsak v danem trenutku dal vse od sebe, da bo potekalo tako, kot pač mora potekati. Ne. Ko govoriva o zdravljenju, je tukaj preventiva področje, na katerem se dela dovolj? Kaj ti ocenjuješ? In koliko je sploh možno, če zdaj gledava tvoje specialistično področje, koliko je tukaj sploh preventiva potrebna, pomembna, možna? To je povsod je pomembna preventiva, če želimo biti zdravi dolgo časa in živeti eno normalno življenje, ne. In za vse vrste bolezni pač velja na nek način, da imaš nekaj genetskih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj bolezni, seveda zelo veliko pa je tudi okoljskih dejavnikov in na te lahko vplivamo v večji meri. Ve se, kaj je tisto, kar je potencialno nevarno za rakasta obolenja, recimo tudi pri, ne vem, zelo pogostih, ne vem, kamnih sečil, pač vemo, da je treba dovolj tekočine spiti, dovolj se gibati in tako naprej. Tako da preventiva je pomembna, ne, in vidi se, sicer v zadnjih letih, da se ljudje tega več zavedajo,
Po drugi strani smo pa še vedno, kljub temu, da Slovenci živimo dokaj dolgo, povprečna življenjska doba je dolga, da pa se ta zamik v življenjski dobi ni toliko izrazil v tem, da bi tudi toliko pozneje potrebovali zdravniško pomoč. Tako da tu je rezerve še veliko. To pomeni, živimo dlje, nismo pa bolj zdravi. Ja, to se zelo počasi premika, ne, pač odvisno seveda od okolja, od prehrane, od kupa dejavnikov. Ne. Je pa mislim, da zavedanje vseeno vedno večje. Je kakšna skupna stvar vsem pacientom, ki pridejo, pa bolnikom, ki pridejo k tebi, prav na tem področju, kjer bi se lahko preventiva naredila? Opažiš kaj, ki rečejo sami, da pijejo prekomerno, da imajo prekomerno telesno težo? Je kaj skupnega, ki rečeš, spet je neka stvar, ki je podobna tudi pri temu pacientu pa pacientki? Mislim, tega je relativno dosti, ne? Ampak to, kar je najtežje gledati, je, da se v vseh navodilih, ki jih danes dajemo, ki so znana, ljudje dostikrat še vedno pozno odločajo za pregled. Seveda so tu tudi nekaj težav v sistemu, seveda glede dostopnosti, ampak kljub vsemu mnogi pridejo res z zamikom, ko bi lahko mi optimalno rešili težavo, in je potrebnega dosti več truda, tako strani posameznika kot z naše strani, da poskušamo vzpostaviti eno, kar se da optimalno stanje za tega človeka. Torej, eno je, kar so rekla prej, preventiva, to pomeni, da bi se lahko marsikateri bolezni ali pa posegu nekdo izognil, in drugo je tudi to, če se dovolj zgodaj nekaj odkrije, je potem lažje to zdraviti. Ja, definitivno. Mislim, danes je veliko obolenj, ki so bila obravnavana vedno kot dokončna oziroma tudi smrtna, lahko rečem, ki jih je danes pač možno zdraviti. Je pa seveda ta možnost bistveno večja, če se nekdo pravočasno odloči za zdravljenje in seveda tudi s svoje strani naredi vse korake, ki so potrebni za to. Namreč tudi ni dobro vedno samo se prepustiti in čakati, tako kot ni dobro, ne vem, samo prideti in čakati, da ti bo zdravnik napisal 5 receptov in ti nadaljuješ naprej z enako hrano, brez gibanja, in to pač sigurno ne vodi v dobre rezultate. Čudežev ne znamo delati. Torej, kaj so stvari, ki jih ti konkretno priporočaš nekomu, da je to lahko preventiva, da naslednjič ne rabi več posega ali pa da je bolj zdrav? Kaj so stvari? Jaz mislim, da je skupni imenovalec za vse, ne, za cel spekter je, da zdravo živimo, se pravi pomeni zdrava hrana, da se gibljemo, da dovolj dobro spimo, da zaužijemo dovolj tekočine, da skrbimo na nek način tudi za ustrezno obvladovanje stresa. Danes res mislim, da ni čas, da bi nekdo v stresu izgoreval in delal telesu in tudi umu škodo, glede na to, da pač je veliko tehnik in načinov, da se da temu izogniti. Imaš ti konkretne jedilnike, ki jim daš ali priporočila, ali jim pustiš, da sami izberejo? Ne, večinoma si pač sam prilagajajo, tudi glede na stanje, ne, mi lahko damo nasvete, ne. S tem, da verjetno v zadnjem času ti nasveti mogoče na bolj plodna tla padajo, kot so včasih. Včasih so bila pričakovanja, pa tudi časovne omejitve, tudi velike, sicer se tudi danes soočamo z njimi, ampak mislim, da kljub vsemu manjka v tem odnosu, ki ga imamo mi z bolniki, čas. Čas, da se ti z nekom pogovoriš normalno, da na nek enakovreden način človeku predstaviš možnosti, kaj je dobro, kaj ni dobro, in da so to, kar mi počnemo, to je samo pomoč, ne, ki je včasih nujno potrebna, ampak v večini primerov pa moramo vedeti, vsak je odgovoren zase v prvi vrsti. In ko se enkrat nekdo tega zaveda, da ni čudeža drugje, potem verjetno tudi spremeni način življenja. A to, kar si zdaj rekel, dejansko pacientu rečeš, da je sam odgovoren za svoje zdravje? Pogosto. Ne. Poskušam narediti, poskušam biti objektiven,
In seveda nikdar se ne spuščam v očitke, zakaj to že ni bilo narejeno. Pač vsak ima svoje razloge, omejitve, ki jih ne poznaš, ne veš v bistvu, kaj se je z njim dogajalo, ampak od nekega trenutka naprej mora pač to spremeniti. Če želi seveda še vedno nadaljevati z dokaj kvalitetnim življenjem, biti v veselje svoji družbi, okolju, pa ne nazadnje samemu sebi. Mislim, to, kar si rekel prej sam, je, da tudi če živimo dlje, če to življenje ni kvalitetno, potem nismo naredili tiste spremembe, ki je ključna tukaj. Ne? Ja, definitivno. Jaz mislim, da vsi želimo kvalitetnega življenja, vsi želimo biti srečni, zdravi, brez težav z zdravjem, itak v prvi vrsti. In verjetno se večina šele potem začne zavedati, kaj to pomeni. Ne? Da se lahko situacija od danes na jutri spremeni in če ne drugače, je tudi takrat čas, da spremeni ta način, odnos. In to je vedno na dosegu rok, zato ne rabiš nekaj posebnega. Bi se strinjal s tem, da manj kot te ljudje vidijo, bolj so srečni? Zdaj govorim pacienti. Seveda. Jaz mislim, da je vsak lahko, sploh pa če se tega zaveda, da ne potrebuje naših, če rečem, uslug, da je dobro. Ne. So pa ljudje, ki pač verjetno tudi zaradi svojega okolja potrebujejo nekaj vzpodbude, nekaj takih čisto človeških besed, za katere imamo verjetno vedno manj časa, ampak včasih je bilo to verjetno bolj naloga, župnikov, učiteljev, pa zdravniki so bili tudi vmes. Danes se te vloge malo porušene, vidim pa, da še vedno ljudje smo enaki, kar se tega tiče. To potrebujemo. Kar nekaj zdravnikov prihaja k meni na delavnice, torej NLP-ja, hipnoze, in ena zdravnica mi je pred časom rekla, ko je še nadomeščala, to je zdravnica družinske medicine, da je imela, če sem prav razumel, 150 pacientov v enem dnevu. Rekla, Aleksandar, kako lahko jaz delam na preventivi, če jih imam toliko, ker smo šla pol računati, koliko časa ima na posameznega pacienta. Je potem proces, ali pa asistent, kako je nastavljen in časovno omejen, dovolj usmerjen v preventivo, torej da zdravnik, ko da recept, pa ne piše, kaj mora nekdo početi, reče, poskrbi za gibanje, poskrbi za hrano, vidi, da recimo, da ima nekdo prekomerno telesno težo, poskrbi za... Tako je, koliko časa sploh imaš na pacienta? Torej, ti standardi so se spremenili in delno imamo tudi čakalne dobe za to daljše. Tudi mi smo delali v ambulantah po 40-50 ljudi v 6 urah, kar pomeni, da v bistvu res nisi mogel z nobenim se pogovarjati. Danes je to malček drugače. Je pa res, da tisti, ki bolj poznajo bolnike, so družinski zdravniki. Poznajo družine, poznajo težave, s katerimi se ljudje soočajo in tudi večkrat jih vidijo, kot jih vidimo mi. Zdaj, seveda, žal je tudi družinskih zdravnikov premalo in je zato tudi med njimi izgorevanje na zelo visokem nivoju. To je sicer zelo prisotno med zdravniki tudi v drugih državah, tudi recimo v Združenih državah Amerike. In zato pač verjetno tudi vedno več zdravnikov obiskuje tečaje in išče v bistvu neko vrsto optimizacije, kako se pripraviti na takšne obremenitve, da lahko ljudem nekaj daš, ker seveda, če nisi v dobrem stanju, je nemogoče to početi. Spomni se, da ko si zaključil pri nas NLP praktik, tečaj, da si takrat dobil neko motivacijo in inspiracijo, da si šel po zimi tudi plavati v morje. Ja. Koliko je ta mrzla voda ali pa učinek mrzle vode koristen za zdravje? Je kakšen, kako se ti počutiš? Je, definitivno je koristno. Je pa vedno to, kar je praktično pri vsaki stvari, ki jo spreminjaš. Spet omenil sem prej cono obdobja, seveda greš iz cone obdobja in večkrat, ko greš, lažje je iti in tudi seveda koristi, ki jih občutiš, se šele s časom pojavijo.
In občutek je fenomenalen. Ne. Je pa res, da vse je, bom rekel, v glavi. Treba se pač odločiti, pripraviti, iti. In me je vzpodbudilo seveda tudi to med drugim, da sem ta korak naredil bolj kot poskus, kot izziv. In evo, to delam zdaj že 3 leta. In je fajn. Navdahnil sem še nekaj drugih, da zdaj nas je kar ena skupina, ki hodimo, ne glede na to, ali piha, ali je mrzlo, ali dežuje, mi gremo en dan v vikendu, gremo v morje, po zimi plavamo. In tem poleti, ko greste, je to kot neka savna že skoraj, ker je tako toplo. Torej, poleti je čisto drugo, iščemo pa že poleti, z veseljem se zapeljemo, ne vem, do Soče gor in gremo malo podoživeti te dobre občutke. Zdaj, kako se pripraviš na to? Narediš kakšno dihalno vajo? Kakšen je proces? Torej, neposredno pred tem običajno ne. Jaz delam sicer dihalne vaje dokaj redno, ne. In moram reči, da ko sem to začel delati z kolegico, prvo sva dva bila, nisem prej niti prav veliko bral o tem, vedel sem z medicinskega stališča, da je to dobro, pod pogojem seveda, da imaš srce v redu in tako naprej. Ne. In potem sem šele dobil knjigo Wima Hofa, ne, sem jo prebral in seveda mene vedno veseli, ko berem in gledam znanstveno podprte zadeve, glede na to, da so nas to na medicini učili. In zame je nekaj dobro, če vem, da je v ozadju logična in znanstvena razlaga, in potem je to zelo enostavno početi. Sam še zmeraj me zanima proces, da če bi jaz recimo hotel iti po zimi plavati, kako se pripravim mentalno, fizično, ali se pridem do plaže, se slečem, skočim v vodo, ali grem počasi noter, kakšen proces imaš ti? Jaz pričakujem, da bom tisto prvo minuto, 2 malo hitreje dihal, ne, da je mogoče malo neprijetno v prvem trenutku. In potem pa vem, da se, ko enkrat si ta čas v vodi, se v bistvu umiri in ustali in dihanje in vse, in pol bi bil lahko noter ali 10 minut ali 20 minut brez kakšne posebne razlike ali pa brez težave, nikdar pa ne oklevam, grem noter. Aha, ja. Skočiš ali? Ne, gremo ponavadi, ampak takoj zaplavamo, ne da bi se močil, gledal, greš, zaplavaš. Ne čakaš zdaj še malo? Ne, niti ne razmišljam. Kakor sem prej pripravljen in vem, kaj me čaka, pol ne razmišljam več, grem noter. Ko plavaš takrat po zimi, je fajn tudi to, da ni nobene gužve. Ja, morje je lepo, čisto, ja. Je neke vrste privilegij, vidiš zunaj ljudi oblečene v puloverjih, bundah, plaščih in ti lepo v miru plavaš v morju. Ne, tako da. Jaz sem sicer že leta nazaj hodil tako tiste novoletne skoke, ampak tiste drugo. Ne. Bravo. 3 leta to že počneš. Zdaj 3 leta, ja. Odlično. Kaj bi svetoval nekomu, ki bi rad postal odličen nasplošno na področju zdravja? Če recimo nekdo išče izboljšave na področju zdravja, imaš kakšen konkreten nasvet? Torej, eno je to, kar si rekel ti, da delaš neke dihalne vaje, ki ti lahko koristijo, med drugim si rekel ta moč hladne vode, tisti, ki pač lahko to počnejo, ne? Zdaj je tako, jaz mislim, da prvo ti more zdravje pač veliko pomeniti. Ne, ker včasih pri nekomu, ki je zdrav, se zdi samoumevno. Ampak kljub vsemu, jaz mislim, da to kot neka osebna vrednota mora biti na visokem nivoju. Ne, da veš, zakaj to delaš in da si pripravljen za to seveda tudi nekaj žrtvovati, ne, nekaj narediti. In seveda potem od tu naprej, ko enkrat to vrednoto postaviš zdravje na visoko mesto, potem verjetno in prepričanje in vse ostalo in ne nazadnje tudi potem do skoka v mrzlo vodo ni potrebno veliko. Ne, tako da predvsem pa spravim želja, volja in
jaz mislim, da pri vsaki stvari, kjer želiš biti odličen, pač moraš dati celega v to. Ne. Delaš, prej se pozanimaš, prej se pripraviš, prej prebereš, preveriš svoje zdravstveno stanje, vse to prej, seveda se mora sešteti lepo v neko celoto in ko enkrat to imaš, takrat pač ni več oklevanja, takrat daš vse od sebe, ne, to sprejmeš in počasi, mi smo prišli že toliko daleč, da recimo, če slučajno si zadržan v tujini na poti, ti manjka. Je to že v bistvu navada, ki jo dobiš in mislim, da to na koncu mora postati navada. Zdaj, teh nekih zdravih navad ali pa tehnik za preventivo na medicinski fakulteti ne učijo. Torej danes, ne vem, mogoče preventiva sigurno ima nekaj večjo težo, kot je imela včasih. Res pa je, da si bolj zakopan v ostalih, bolj znanstvenih zadevah in da se to nekako bolj postransko jemlje in to se mora vsak sam odločiti, ne. Je pa mislim, da je danes le dosti bolj splošno priznano in poznano. Jaz se spomnim, ko sem jaz začenjal, si malo ljudi videl, ki so kolesarili, ki so tekli, ki so nekaj dali v to, vložili nekaj truda. Danes jaz mislim, da smo mi le toliko bolj opolnomočeni, mogoče tudi zaradi, interneta, zaradi poplave informacij, ki jih dobivamo, da moraš, po mojem, če to vse spremljaš in bereš, že skoraj imeti tudi malo slabo vest, če tega ne počneš. Ne. Da si dolžan to narediti zase, za svoj krog, za svojo družino, pa ne nazadnje za družbo. Ena zgodba, ki me vedno spominja na medicino ali pa na zdravnike, je zgodba, ko so v enem mestu štrajkali smetarji in kar naenkrat se je nabralo ogromno podgan in te podgane so potem začele povzročati nemir in so iskali v tem mestu načine, kako jih bojo iztrebili. To pomeni, so jih začeli odganjati, ubijati, iskali strupe, namesto da bi počistili smeti. In zdaj dejansko vsakeč, ko nekdo dobi neko zdravilo, ko dobi pač neko kurativo ali pa nek način, kako se zdravi, ne, v bistvu je to način ubijanja podgan, ne pa nujno čiščenje smeti. Ne. In vem, da sva že o tem dosti rekla. Ne. Torej, tvoj nasvet je tukaj vsakemu pacientu položiti na srce, zdravje je tvoja odgovornost. Absolutno. Postavi si zdravje kot vrednoto na višje mesto, ker ponavadi to ljudje naredijo takrat, ko zbolijo. Ne? Ja. Zdaj upam, da saj takrat potem tudi ustrajajo v tem, ne? Ker pač zamujenega se vedno ne da nadoknaditi, da se pa veliko narediti. Je pa to res, ne? Da so ljudje bili, upam, da vedno manj, navajeni pač prideti, dobiti nekaj zdravil, neke terapije. Včasih je bil kdo celo razočaran, če ni dobil in je dobil samo podoben nasvet, ne, da se mi ni nič, ne, sej, ne, da je danes tega kljub vsemu vedno manj. Ne. In da je to ključno. Ne. Predvsem pa res ta odgovornost do sebe in da sam veš. In jaz sem bral eno tudi, mislim, da ne vem zdaj katerega avtorja, ravno z področja osebnostne rasti in tega izobraževanja, da trditev enega strokovnjaka, ki je rekel, da bo prišel čas, ko bo na nek način tudi sramota biti bolan, kar pomeni, da nisi znal poskrbeti zase, bodisi umsko, bodisi telesno, na ustrezne načine, da je pač prišlo do bolezni. Ne. Ker tudi izgovor vedno samo na genetiko seveda ne zdrži strokovnih kriterijev. Čeprav nekomu, ko rečeš, sam si odgovoren, ne? Še posebej takrat, ko oseba je bolna, še dodatno ustvari nek pritisk, kako da nisem tega prej naredil in verjetno takrat je oseba motivirana, ko zboli, ne? In potem po enem tednu, ko je boljš, ne, že pozabi na vse obljube. Ja, to se nam verjetno vsem včasih na kakšnem področju dogaja. Je pa to res in tle tudi opozarjamo, ne, to je tek na dolgo progo, to je maraton.
To ni, da en teden telovadiš ali pa greš 3-krat na leto v fitness, pač seveda tu ne more biti rezultatov. Ne. To je stvar mora postati navada, kako smo se pogovarjali. Kako bi to lahko že prej, v mladosti, v samem procesu izobraževanja, šolanja, lahko takšne preventivne navade ali pa načine življenja vzpostavili med najmlajšimi? Kaj misliš? Ja, jaz mislim, da bi že otroke v bistvu že predno grejo v šolo, mogli začeti učiti glede odgovornosti zase. Ne. Da je to eno tako osnovno izhodišče, da ne iščeš vedno izgovorov in krivde drugje, karkoli se ti že dogaja. In ne nazadnje tudi druga stvar, da pač, če hočeš nekaj narediti, korak naprej, ga boš naredil. Ne. Jaz se spomnim, mi toliko let nazaj med študijem nismo imeli tovrstnih znanj in predavanj in podobnega. Ne. Sem pa imel enega profesorja, strok je bil res na patofiziologiji, ki je vedno pravil, je rekel, kdor hoče, zmore. In verjetno takrat niti nismo vsi takoj vklopili, na kakšen način, zakaj tako razmišlja, ampak definitivno je to. Če nekaj hočeš, zmoreš, boš našel pot, boš našel način. Danes ni izgovora, da ne moreš priti do tega, da bi te informacije pridobil. Ko te poslušam, si veliko časa porabiš za neko izobraževanje, za neko znanje. Torej, ne da si rekel, zdaj sem končal medicinsko fakulteto in konc študijem, ne, temveč se praktično še vedno skozi učiš. Ne. Zakaj je to pomembno za tvoj poklic ali pa nasplošno že življenje? Torej, če gledam za medicino, v bistvu medicina se tako hitro spreminja in če pogledam na znanje, ima ne 20 let, tudi bistveno krajše, tudi že ta obdobja, kjer sem jaz imel moje izlete iz medicine, ne, sem v bistvu veliko izgubil. Ne. Če pošteno pogledam, je težko nadoknaditi, da si 4 leta, 5 let na neki drugi funkciji, čeprav sem nek minimalen kontakt vzdrževal, ker mi je to dajalo tudi zadovoljstvo, recimo tudi meni, ne, da občutek tisti, da res vseeno nekaj dobrega narediš, čeprav na tistem drugem področju ne, je težko merljivo ali pa težko to občutiti. Ampak zadeve se definitivno hitro spreminjajo in verjetno je tudi na drugih področjih zelo podobno. Tako da učenje je pač nekaj, kar te drži v kondiciji, ker moraš delati, ob tem, da sem se jaz seveda tudi vedno rad učil. Ne. Meni je to užitek in morda je edino včasih problem, da tudi vse, kar se naučiš, da to potencialno znanje seveda je koristno, učinkovito pa šele v trenutku, ko ga lahko uporabljaš. Ne. In mogoče včasih tudi jaz sem delal to napako, da sem bil že zadovoljen s tem, da sem se naučil nekaj in pričakoval nek rezultat, s tem, da rezultata pač seveda, če tega ne delaš, ne more veliko biti. Ne. Kako ti recimo ta znanja, ki si jih pri nas pridobil, torej znanja NLP-ja, hipnoze koristijo? Torej, osebnostno brez dvoma. Soočanje z izzivi je bistveno drugačno. Ne. Mene je prebudilo v bistvu tudi obdobje, kjer sem tudi jaz hodil ali pa sem že bil na neki meji izgorelosti. Ne. Ko se sam sebe nisem več prepoznal, ko sem bil utrujen, brez volje, ko mi je bilo težko vstati, karkoli delati. To je res obupen občutek, ki ga ne bi nikdar več želel občutiti. In verjetno sem takrat začel sam ne hote ali pa hote, kakorkoli iskati literaturo, ki bi mi odprla malo drugačnega znanja, malo drugačnih smeri. In danes, če gledam, prvič lažje razumeš nekoga, ne, lažje daš tudi dober nasvet. Ne, pač dober nasvet sigurno strani zdravnika verjetno ni, da
pretirano samo sočustvuješ in deliš to težavo, pač pacient potrebuje pomoč in ta pomoč ni v tem, da jočeš z njim, če malo banaliziram zadevo, ne? Ampak je v tem, da ga usmeriš na pravo pot. In prava pot, kot sva se že prej pogovarjala, je v tudi njegove odgovornosti. Zdaj, kako ga prepričati, na kakšen način, kakšne znanja potrebuješ, je pa to, kar se v bistvu mi učimo, ne? In velja enako zame in velja seveda na enak način tudi v mojem odnosu do, naj bo to pacient, naj bo to družinski član, naj bo to prijatelj, da pač z gotovostjo veš nekako ga usmeriti in mu pomagati. Čeprav pacient pričakuje, da boš na nek način sočustvoval, da boš rekel, joj, hudo vam je, pa da boš malo joko z njim. V resnici pa mu to ne koristi, ker če se ne prebudi, če ne sprejme odgovornosti, jaz sem odgovoren za svoje zdravje, jaz sem odgovoren za rezultat, ne, bo čez nekaj časa spet pacient. To je gašenje požara. Potem, ne. Ja. Mi lahko dolgo časa nekaj gasimo, s tem, da je pač seveda na dolgi rok vedno slabše in je edini način dejansko, da mu tudi nakažemo pravo pot. Zdaj, seveda, nekateri to sprejmejo, nekateri manj, ampak narediš pač optimalno, kar lahko za nekoga narediš v tistem relativno kratkem času. Takrat moraš biti za to učinkovit, moraš najti pravo struno, na katero zaigrati, glede na to, da vsak ima seveda ta svoj svet malo drugače prilagojen. In ne nazadnje si lahko s tem naredil nekaj dobrega in zadovoljen si tudi sam. Da si dal od sebe pač to, kar znaš, to, kar zmoreš. Ena izmed naših udeleženk na tečaju hipnoze je imela eno pri sebi bližnjo osebo, ki je zbolela za hudo obliko raka in diagnoza na koncu je bila, da je zdravljenje zaključeno in da ima še ta oseba nekaj mesecev življenja. In ona se temu, pač ona ni hotela v to verjeti in je s pomočjo nekih sugestij pomagala osebi, da je danes še vedno živa, da je po enem letu, ko je že bi morala biti mrtva, že smučala. Koliko si ti čudeži prisotni v medicini in jaz razumem, da včasih zdravnik ne sme dati lažnega upanja, vprašanje je pa to, ali dati vsaj malo upanja. Mislim, kakšno je tukaj tvoje stališče? Jaz mislim, da smo dolžni upanje dajati, ne, da prvič vsi bolniki ali pa mnogi, ki so tudi resni bolniki, čisto vse resnice ne želijo vedeti in tudi ni razloga, da bi mi nekomu vso resnico tudi vedno povedali, če tega ne želi, absolutno ne. Po drugi strani tudi, ko govorimo o izhodih, ki so pač žal včasih slabi pri določenih boleznih, je to samo statistika. Ne. Nikdar ne veš, lahko je, da v 90% ali pa 95% to tako, kot mislimo, da bo, ampak še vedno ostane 5% ali pa tudi samo 1%, ko gre čisto drugače. In jaz mislim, da enostavno ni pošteno in tega upanja človeku ne moreš vzeti. Ne. Zdaj, razlike med ljudmi so velike, ne. Pri mnogih vidiš, da so borci, znajo najti motiv, verjetno jih je pa še več tistih, ki bi pod takimi besedami, ko mu vzameš še to upanje, dokončno obupali in potem gre pot samo še navzdol. Ne. Tako da jaz nikdar nisem takih prognoz dajal, tudi prej ne. Ne. Zdaj še toliko manj. Ne. Definitivno takrat človek rabi bistveno več te čisto človeške spodbude, ki pa mora biti seveda pravilno skomunicirana, pravilno usmerjena, da si lahko pomaga. In enako tudi za svojce velja, da jih usmerimo, da je. No, to je eno pomembno vprašanje, ki si jaz zdaj načel, kako pa okolje vpliva na zdravje posameznika. Če ima recimo nekdo svojce, ki jamrejo ali pa dajo slabe sugestije,
temu pacientu, lahko ta oseba, ko gre domov, ne, spet dobiva neke negativne sugestije in te sugestije potem ne tako dobro vplivajo na zdravje. Celo nasprotno zelo slabo vplivajo. Ne? Pač tak človek dobi napačne vzorce in jaz mislim, da najslabše, kar lahko nekdo doseže, je, da se začne sam sebi smiliti. Ne? Da postane nemočen, glede na to, da vemo in poznamo tudi mi ogromno pacientov, ki v resnici imajo velike izzive, velike težave lahko. Pa vseeno znajo neko dosti polno življenje zaživeti, znajo iz tega še vedno maksimum dobiti, iz tega dela življenja, ki jim ostaja. In jaz mislim, da je to naloga vsakega, ne, da poišče te možnosti, da dobi to energijo. Zdaj, seveda, v Sloveniji je verjetno premalo ljudi, ki bi znali to usmerjati. Ne. In zato z tega vidika gledam, da je krasno to, kar spremljam, recimo tega, kar sem se jaz pri tebi udeležil, in takih in podobnih tečajev je še veliko. In vsi imajo pa nekako isti cilj, ne. Se pravi, res to optimizacijo dela možganov, ki so žal nastavljeni res bolj na to, da poskušamo preživeti, ne, da se nekje zavarujemo, niso pa nastavljeni na to, da bi lahko živeli bistveno boljše, če bi določene stvari upoštevali. In kot so že rekla, ne, ena od ta verjetno najbolj pomembna je, da si pač odgovoren zase in da vedno obstaja neka rešitev. Misliš, da bi bilo to koristno, če bi že na medicinski fakulteti učili? To, da se pacientom jasno pove, da so sami odgovorni za svoje zdravje, da se nauči študente medicine in kasneje bodoče zdravnike, kako pomembno je, kaj govorijo. Kako misliš, da bi bilo to koristno? Absolutno. Absolutno je bilo vedno in verjetno še vedno pogosto premalo poudarka na način, kako se izražamo, ne? Kako predpišemo zdravilo, kako napovemo njegov učinek, kako napovemo tudi potek zdravljenja. In da so to v bistvu naše sugestije, ki jih mnogi bolniki v bistvu dobro sprejemajo, spravi so močne sugestije, ki na njih vplivajo, ne. In se mi zdi škoda, da ne bi tega izkoristili na način, da temu človeku pomagamo. Morda bo potreboval manj zdravil, morda bo potreboval, ne vem, manj analgetikov za lajšanje bolečine, morda bo to lažje sprejel, ne. Bo zato ohranil neko primerno ali pa dobro čustveno stanje. To so stvari, ki jih pač sama medicina običajno ne uči, ne. In zato se pravim, kot sva se že prej pogovarjala, ne, jaz mislim, da bi že otroci morali se učiti o teh veščinah, o teh sposobnostih od majhnega. Jaz verjamem, da se tekom našega dolgoletnega šolanja pač učimo stvari, ki so bolj ali manj pomembne, ne, in nažalost dostikrat tudi tistih, ki so zelo pomembne in take so te, ki vplivajo praktično na celo življenje, ne, da se jim daje premalo poudarka tudi v današnjem času, ko vemo, da se da. Kaj se pa ti naučiš od pacientov ali pa si se naučil? Torej, predvsem način, kako sprejemajo bolezen, kako se soočajo z boleznijo, ne. Odnos do bolezni, tudi odnos, ki ga imajo potem do svojega okolja. In to te oblikuje, z leti te zaznamuje na vsak način. Zdaj, tle je pomembno seveda, katere vzorce znaš v bistvu ponotraniti, pa jih mogoče videti, pa pomisliti. Recimo rečem, danes mi je težko, pa se spomnim na nekoga, ki ima res razloge, da mu je težko in na kakšen način to sprejema. Pa se lahko res pri sebi samo še nasmehneš in rečeš,
res sem zguba, ne, mislim, na ta način se to ne počne, ne. In to nas oblikuje brez dvoma, ne. To je, če imaš malo občutka, malo empatije do ljudi, potem ne moreš iti nezaznamovan iz vseh te množice odnosov ven. Kaj je recimo dobrega, kaj dobiš ti od tvojih pacientov, ko neseš domov, rečeš, če on, to, kar si zdaj rekel sam, če on, ki trpi in čuti to bolečino in tako naprej, je lahko nasmejan, kako sem pa lahko jaz nasmejan, ki mi nič ne manjka, ker se ukvarjam s problemi, ki niso problemi. Definitivno. Definitivno, ko vidiš druge in pomisliš na to, zakaj se ti sekiraš, kaj vse ti ni prav, kaj vse ti ni všeč, kaj vse ti lahko pokvari dan, ne, je dejansko, se lahko pri sebi nasmehneš in si rečeš, lej, nič ti ne manjka, ne. Gre ti dobro, delaš dobro in še občutek, ki ga dobiš, ko vidiš, da si v resnici takemu človeku, ne samo, da si ga pozdravil, to je pač naše delo, ne. Ko ga vidiš, da je zadovoljen, da si mu na nek način res polepšal dan, mogoče z enim stavkom, ne. In taki ljudje se seveda tudi radi potem vračajo, ne. Radi vprašajo, saj lahko še pridem do vas še in tako. In tudi, ko te srečajo, seveda, vidiš v resnici, da so hvaležni in nenazadnje vejo, da si morda naredil korak naprej, ne samo napisal recepta in zaprl vrata in pozabil, ampak ne. In to je tisto, kar daje potem tudi tebi zadovoljstvo. Koliko misliš, da bo, ker tega, te stvari, recimo, umetna inteligenca ne more spremeniti tega, kar si zdaj rekel, tega odnosa ne more nadomestiti. Koliko misliš, da bo umetna inteligenca prisotna prav pri samih operacijah? Gledal sem že neke raziskave, da je umetna inteligenca oziroma robot, ki izvaja operacijo, lahko bolj natančen že kot človek, v nekaterih primerih. Koliko tukaj vidiš, da bo sploh na področju medicine napredek? Torej, jaz mislim, da bo še kar nekaj časa minilo, ne. To je podobno, kot če gledamo, ne vem, avtonomno vožnjo. Recimo avtomobilov pa danes še vedno ne vozijo avtonomno. Vedno je odgovornost voznika. In tudi tu mi danes, tudi če so robotske operacije, dejansko pomenijo korak naprej, ampak še vedno operater vodi v bistvu roke robota in mu olajša delo. Tako da jaz gledam še vedno danes to bolj na orodje, ne, s katerim si lahko boljši, s katerim narediš morda več, ti prihrani nekaj časa, tudi za bolnika, seveda, če govorimo zdaj o robotski kirurgiji ali pa o medicini, ti olajša, je mogoče dodatna varovalka. Mislim pa, da bomo ljudje vedno potrebovali tisto besedo, tisto vzpodbudo. In če bi prišlo tako daleč, da bi dejansko stroji to vodili, v bistvu si ne želim tega trenutka, nočem videti, ne, ker mislim, da to ni to. Ampak danes mislim, da smo tle še kar daleč od tega. Koliko pa ti uporabljaš umetno inteligenco? Vprašaš kaj ChatGPT, recimo, kdaj, kaj recimo, prav glede stroke? Ne, redno preverim kakšno stvar, kakšen problem, kakšno težavo, recimo, ki mi ni tako jasna, napišem par parametrov, če ne drugega, dobiš malo opcij, glede na to, da smo mi tudi dostikrat v nekem kalupu, kjer bolj pogoste stvari gledaš, včasih moraš prav pomisliti na kakšno bolj redko stvar in tle te pač vzpodbudi ali pa ti malo nakaže morda smer, tako da je absolutno odlično orodje, jaz sem navdušen. Ne, prihrani veliko časa. Ne, da ne govorimo o pisanju prispevkov in tako naprej. Ne. Tako da odlično orodje. Opažaš nek napredek tudi na področju umetne inteligence, prav za tvoje delo? Je. Recimo, jaz sem parkrat poskušal, ne vem, tudi interpretacije naših izvidov, včasih smo preveč strokovni, ne. In presenečen sem, kako na nek razumljiv, tak poljuden način zna umetna inteligenca nekaj razložiti nekomu, ne. Tako da tudi za bolnika je to dobro, ne. Zdaj seveda
Treba je biti pa previden, ne, ker kljub vsemu še vedno rado zapelje, kljub vsemu, če mi dajemo naše podatke noter, kakšna stvar malo pretiravaš, vidiš drugače, ker si pač vključen, ker si prizadet in bi lahko tudi napačni zaključki iz tega prišli ven. Ne, tako da ni v tej smeri za pretiravati, ampak je pa, pravim, kot orodje je odlično. Tako da sem navdušenc. Bravo. Ja. Kako vidiš preostanek življenja zase? Ja, dobro, jaz z veseljem delam in nekaj časa bom še delal. Ne. Tako da to je eno, ne. Drugo pa ravno ta znanja, ki jih zdaj dodatno pridobivam, ne, so tista smer, o kateri razmišljam, da bi mogoče potem več energije in časa posvetil za delo z ljudmi, ravno pri teh razgovorih, pri tej pomoči, pri osebnostni rasti, tem usmeritvam. Ne. Da je v bistvu dostikrat precej bolj enostavno, kot si nekdo mogoče predstavlja. Da res ni potrebno vedno vseh bremen s seboj nositi. Ne. Da ti to verjetno dostikrat bolj pomaga, kot mogoče nekje eno samo bolečino zmanjšati ali pa odpraviti. Ne. Da lepše in boljše živiš. In jaz sem v teh nekaj letih postal v bistvu fasciniran res za tem, kaj vse so človeški možgani zmožni narediti. Mi smo se pač to učili, kako funkcionira pač, ne, te nevronske povezave in posamezni deli možganov. Nikdar pa nismo razmišljali o načinu, kako prihaja znotraj nas do določenih spoznanj, prepričanj, kako se oblikuje, kako se lahko to spremeni. Ne, kaj to pomeni na tem znanstvenem nivoju, ki sicer dokazuje to, kar se učimo, ne, in v praksi. In vedno znova sem res v bistvu očaran nad tem. Tako kot sem bil očaran zdaj nad tem, kar smo zdaj poslušali v Italiji, doktorja Bendlerja. Jaz enostavno ne morem opisati, nimam besed, res sem bil navdušen. In težko bi verjel, verjetno, če ne bi videl. Zdaj ta znanja, ki zdaj razlagaš, torej NLP-ja, hipnoze, coachinga, boš potem v nekem obdobju, ko se upokojiš, uporabljal, da boš pomagal drugim, ali nisem prav razumel? Ja, jaz bi to želel. Zdajle imam relativno malo časa, pa tudi smatram še vedno, da se je treba tudi še kaj naučiti. Ne. Mi smo zdajle dobili ogromno znanja pri tebi. Res, to se je odprl čisto drug svet, res. Da pa obstaja tle še ogromno, kar lahko človek pridobi, da to učinkovito dela. In moja težava, ki se je zavedam, je včasih, da želim mogoče preveč dobro. Ne, da se mogoče malo nagibam k temu perfekcionizmu in se zavedam seveda tega in tudi vem, da je to samo zavora, da začneš delati, ampak bom našel pot. Ne. Zdaj mislim, da je dovolj argumentov in znanja, da se to da nekako zaobideti. Ne. Kako te pa doma spremljajo, podpirajo v tem izobraževanju, v tej osebni rasti? Imam podporo, absolutno. Ja. Na začetku vedno pač nekaj skepse, ne, eno čisto novo področje, ki sem mu namenil v resnici veliko časa. Ne. S tem, da sem bil pač prepričan, da je to vredno že v samem začetku. In zdaj je to postalo del in se pravim, lahko tudi svoji okolici, ne nazadnje tudi v svoji družini koristim. Pa ne nazadnje imajo verjetno nekaj več od mene, tudi glede na to, da znam tudi pri sebi zadeve malo drugače uravnavati, se pravi, od slabe volje do mogoče jeze včasih, pa do
teh pač okoliščin, ki so na nek način človeške, ampak znam v bistvu to boljše obvladovati. Je kdo opazil neko spremembo na tebi v tem času? Ti je kdo rekel, da si bolj umirjen, bolj sproščen, bolj nasmejan? Zdaj, jaz sem bil vedno dokaj umirjen, ne? Tako da tle, da bi zelo veliko bilo navzven videti, verjetno, da je tudi to. Ne? Medtem ko predvsem čutim večjo umirjenost, predvsem jaz tudi pri sebi. Ne? In verjamem, da se zato tudi lažje kdaj nasmehnem, tudi če kaj gre narobe, da to jemlješ pač kot del normalnega življenja. Ne more vse uspeti, ne more iti vedno vse super. Iz tega se pač učimo. Ne? To kot zdravnik se hitro navadiš. Ne? Da je to res vedno nova izkušnja. In če jo vzameš kot tisto lekcijo, da bo naslednjič malo drugače, potem je to dobro. Do kdaj načrtuješ, da boš živel? Imaš kakšno letnico, ko si želiš? Ne, to nisem nikdar razmišljal. Pač jaz sem se zdaj lotil tudi športa bolj intenzivno. Ne. Recimo tudi na tem področju, jaz sem nekoč vrsto let nazaj, ko sem pogledal, ko sem ponovno začel karate trenirati. Ne, jaz sem kot dijak sem imel že kar visok pas in pa študij, pa vse ni bilo časa. Zdaj sem si zadal cilj, da obvezno postanem mojster. Ne, to je naslednjih toliko let. In to, kar želim, je seveda, da ostanem umsko na nekem bister. Ne. To se mi zdi, da je ključno, da lahko nekako funkcioniraš v družbi, v okolju in da ima tudi okolica nekaj od tebe. Je kakšna želja, ki jo imaš za svoj pogreb? Si kaj želiš posebnega, da bodo ljudje na tvojem pogrebu tam izrazili, rekli o tebi, Tomaž je imel tako življenje, to nam je prinesel. Kaj misliš, kaj bi rad pustil za sabo? No? Moram reči, da o tem prav veliko nisem razmišljal. Ne. Je pa res, da odvisno, ne, zdaj, sigurno to ni toliko vezano na moj poklic. Ne. Ker pač to je naša dolžnost. Mi svoje delaš, pomagaš, včasih boljše, včasih slabše. Pečat verjetno bolj pustiš čem drugim, dolgoročno. Ne. Jaz sem neke stvari uspel delati, tudi, ne vem, tudi na nivoju občine, ki vem, da bojo ostale. Ne. Vem, da vsakič, ne vem, ko se sprehajam z mojo družino, s hčerko, ki je tudi kakšno rezala trak po eni lepi poti, res čudoviti, ko smo jo delali takrat v mojem obdobju. In vidim ljudi, ki tam uživajo, pa ne glede na to, da ne vejo, kdo je to delal, se vseeno, koga to briga, ampak jaz verjamem, da kakšen spomin bo ostal in mogoče, če bo kdaj priložnost, moram, to se še nisem trdno odločil, ampak bi si želel tudi kaj napisati. Torej knjigo. Mislim pa, da so to potem tisti pravi spomini, ko nekaj daš naprej, tudi za druge generacije, neke svoje izkušnje, svoje spoznanja, ki so se vrsto let gradila. Bravo. Tako da računam, da bom še nekaj časa hodil okrog. Čestitam. Kaj je tvoj nasvet za vse, ki nas poslušajo danes? Torej, dosti sva govorila o zdravju. Ja. Mogoče lahko se vrneva k temu zdravju. Torej, en nasvet, če sem prav razumel te, dajte si postaviti zdravje za eno izmed pomembnejših vrednot. Ja, absolutno. In ne samo v teoriji, temveč tudi v praksi. Ne? Še kaj bi svetoval vsem, ki nas poslušajo? Predvsem, da prevzeti odgovornost zase, kar se dogaja, kar se dela, da v bistvu vsak lahko izpolni svoje sanje. Sam potrebna je odločitev. Ko enkrat odločitev je, seveda je zato potrebno odrekanje, zato je potrebno tudi, spravim, iz svojega ugodja izstopiti pogosto, ampak da se doseči v bistvu, kar si praktično želiš. In
Jaz mislim, da je to eno od vodil, drugo vodil pa je, da mora vsak v bistvu delati na sebi. Spravi, žal so naši možgani res nagnjeni k temu, da pač se izogibajo težavam in ravno težave so tiste, ki nas učijo in naučiti se usmerjati svoj biti pozoren na svoje misli, ki nas pogosto zavedajo, ne? Da se ne prepuščamo avtomatizmu, ki se dogaja v naših glavah, pomembno vpliva na naše življenje. Ne? Zato se pravim, eno je odgovornost zase, drugo je pa sodi verjetno tudi v to optimizirati svoj način razmišljanja, delovanja uma, ker verjamem, da se na ta način da neko polnost življenja doseči, predvsem pa to, kar si vsi želimo, biti notranje umirjeni, biti srečni in to ni nekaj, kar je nedosegljivo. Ne. To ni nekaj, kar je vezano samo na nek materialni svet, absolutno ne. Ne. Čeprav živimo v družbi, kjer daje temu največ teže, ampak verjamem, da se da srečno živeti brez tega. Bravo. Zdaj, še vedno bi te vprašal to, ker me zanima, ko ljudje so nekje ob koncu življenja bolni, vejo, da bojo umrli, dostikrat rečejo, da če bi imeli še eno možnost, da bi začeli znova, bi se manj sekirali, manj jezili, bi bili bolj prisotni v trenutku, več časa imeli za ljudi, ki jih imajo radi. Če se ti vrneš na začetek svoje poti s tem, kar veš danes, je kakšna korenita sprememba, ki bi jo ti naredil zase, ki bi lahko bila tudi koristna za vse, ki nas poslušajo danes? Torej, ja, znanje, ki jih imam, bi ravnal verjetno drugače. Predvsem pa bi več časa namenil tem, ki jih imam najrajše, ki so bili prikrajšani v vseh teh letih, ko sem jaz pač jih posvečal drugim stvarem. To je tisto pribežališče, ki ga vsak potrebuje, da si baterije napolni, in poskrbel bi sigurno, da bi tudi sproti v bistvu te baterije lažje polnil. Da bi imel nekaj, en ventil, kjer bi vedno imel na razpolago dobivati dovolj energije, da lahko potem tudi to energijo dajem naprej. Bil sem v obdobjih, ko je bilo to težko in za tisto obdobje mi je žal. Pa ne mislim, da bi napačno ravnal, ampak vem, da bi lahko takrat dal tudi več od sebe. Je kakšno vprašanje, ki ti ga nisem postavil, pa bi bilo dobro, da bi ti ga? Veliko sva govorila, nisem navajen veliko toliko govoriti o sebi. Tako da predvsem, se pravim, treba se odločiti, treba sprejeti, treba vedeti, da tudi mora biti neuspeh, ne pomeni, da je nečesa konec, da je to lahko začetek neke poti, da delaš naprej, se potrudiš in da je to tisto, kar ti daje energijo in moč, da boš še boljši, ne? Da v bistvu to vodi potem do te odličnosti in pa seveda ključnost osebnega, pristnega kontakta z ljudmi, komunikacije in zavedanja se tudi pomena besed, ki lahko nekoga praktično tudi doživljenjsko zaznamujejo, kot mu lahko v določenem trenutku ali pa na dolgi rok v bistvu polepšajo življenje. Prej si rekel, da boš napisal knjigo. In je kakšen stavek, ker še par stvari sem hotel te vprašati, je kakšen stavek, ki ga hočeš v knjigi nameniti, si rekel prej hčerki ali pa svojim najdražjim? Kakšen nasvet, ko se ti enkrat posloviš, rečeš, oni ostanejo za tabo, kaj bi svetoval tistim, ki jih imaš res rad in so ti blizu,
kako naj živijo? Imaš kakšen svet za njih, ki bi ga v knjigi dal? V bistvu to, kar sem nazadnje prebral, mislim, da od Tonija Robbinsa, mislim, da je on rekel, ali sem ga poslušal v enem blogu, ne vem. Življenje je prekratko za trpljenje. In to je res. In danes imamo na razpolago vse, da naredimo življenje lepo. Tvoj svet, tvoj najdražji je, imejte lepo življenje. Imejte lepo življenje. Vsak si ga lahko naredi. Čudovito. Tomaž Gantar, jaz sem počaščen, hvaležen, da si bil gost v tem podcastu in ti želim, da si narediš lepo in čudovito življenje. Še naprej. Hvala, jaz tudi želim. Hvala za tole povabilo tlele. Moram reči, da običajno nisem bil navajen z te strani govoriti na ta način. Jaz želim seveda, da bi čim več ljudi se odločilo za to pot, ki sem jo jaz pozno izbral. Ampak mislim, da je to prava pot in prava formula, da si naredimo življenje lepo. Hvala lepa. Enako, hvala. Hvala, ker poslušate podcast oziroma podcast dr. Aleksandra Šinigoja. Hvaležen, da ste z nami. Naročite se na naš YouTube kanal, kajti s tem nam pomagate, da lahko ustvarjamo in generiramo nove kvalitetne vsebine na tem kanalu in hkrati s tem boste obveščeni takrat, ko bo nova epizoda, ko bo nova inspirativna vsebina na voljo, zato da jo boste lahko spremljali oziroma poslušali. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, boste dobili čudovita orodja, s katerimi lahko spreminjate sebe, s katerimi lahko spreminjate svoj notranji svet in pomagate drugim. Naročite se na naš kanal in s tem bodite obveščeni o novih vsebinah, o novih epizodah, inspiracije, motivacije, modeliranja odličnosti.